Beletrina v živo. Pozdravljeni, to je Beletrina v živo in današnja tema je nov roman Stephena Kinga, ki bo izšel pri Beletrini, ponovno v prevodu Marka Košana. O tem delu in o Kralju groze na splošno bom govoril z dvema navdušencama nad njegovim pisanjem. Sanjo Struna, prevajalko in filmsko kritičarko, ki pogosto več bere, kot gleda filme, in Damjanom Zorcem, prevajalcem in koordinatorjem programa Ljubljana, UNESCO mesto literature. Zdaj, roman ima naslov 22.11.1936. V angleščini ima še bolj kriptičnega s tistimi vezaji ali pa pikami, odvisno od izdaje. In ta naslov je seveda datum atentata na Johna F. Kennedyja. Roman pa je znanstveno-fantastičen v osnovi in sicer glavni junak Jake Epping preko nekega portala se znajde v letu 1958 in poskuša preprečiti atentat. Zdaj, ko sem jaz pred desetletjem, ko je roman izšel, prvič slišal, se mi je zdelo, da znanstvena fantastika in ta Kennedy, zagotovo bo King zdaj se ujel neke te teorije zarote in ne vem kaj vse. Ampak, ko sem roman prijel v roke in začel brati, sem ugotovil, da ne, to gre super. In predvsem me je presenetilo, kako hitro gre tempo zgodbe kljub debelini, kako najde ene detajle v tej preteklosti, ki so bolj zanimivi kot sam atentat in nasplošno odlično branje. Kako se je pa vama zdela ta izkušnja, Sanja? Jaz prva. Jaz sem pač ful navdušena. Mislim, da je že dolgo, ker je King napisal eno knjigo te kvalitete. Je sicer zelo ne kingovska knjiga, pač ni tisti tipičen, ko mi pomislimo na Kinga, pomislimo na horor. In to pač ni to, ne. Ampak je pa še vedno ta neka študija pač karakterja, še vedno so te stvari tako zelo razvite, pa zelo na tak način narejene, da se res približa bralcu. Tako da jaz sem osebno zelo uživala v knjigi. Jaz moram priznati, da sem knjigo dvakrat prebral. Ko je knjiga izšla, moram reči, tako da jaz drugač sem velik obživalec Kinga pred letom 2000, to sem bil skeptičen. Tudi glede te knjige, seveda. Ne. Ampak me je pritegnila naravno zaradi tega, ker je zgodovinska knjiga na nek način, ne, seveda. Ne. In ko sem jo prvič bral, moram reči, da sem bil, me je nekako pustila hladnega. Ne vem, zakaj, to je mogoče moja osebna stvar, sem bil mlajši in tako naprej, ampak zdaj, ko sem jo prebral, mogoče tudi v luči vseh teh političnih zadev, v katerih smo se zdaj znajdeli. Se mi zdi, da je veliko bolj aktualna knjiga zdaj in se mi je bolj dotaknila kot takrat. Sem jo tudi z drugačnimi očmi sem jo gledal. Da ne govorim sploh o tem, da kako sem bil presunjen, koliko nekih raziskav je šlo v to knjigo. Se tudi on to pove v spremni besedi. In sploh neverjetno, kako je pač King v tej dvojni vlogi, se pravi kot pisec, pa kot raziskovalec v tem primeru. Kot je on povedal v spremni besedi, je to knjigo hotel napisati že v 70-ih, pa ni imel resursov, ko je bil pač učitelj, bil je praktično je živel z roko v usta takrat in ni imel teh resursov, ni imel teh virov, kot ima danes, ko si lahko pogledaš na internetu vse stvari. Pa poleg tega je imel verjetno še nekaj drugih raziskovalcev. Skratka, ta zgodovinski del je mene zelo, zelo zanimivo. Nisem se sploh ukvarjal s tem, se bo ukvarjal z raznimi teorijami zarote in stvari. Bolj me je zanimalo, kako in na kakšen način se bo lotil tega. In kako bo sploh opisal ta zgodovinski del 50-ih in 60-ih, seveda, kar je pa za moj pojem King velik mojster v vseh njegovih zgodbah, ki se tiče v tem obdobju. Se mi zdi, da jih tako vrhunsko opiše, da čeprav jaz sem enkrat bil v življenju v Ameriki, pa se mi zdi, da sem tam, pa nek stik ima z bralcem, tudi če nisi stisgal kolena. Tako zna dobro opisati stvari, tako da sem zelo, zelo, zelo prijetno presenečen. Kako se pa je vam zdela primerjava teh 50-ih, kot jih predstavi tukaj, v primerjavi z 50-imi, kot jih predstavi v romanu Tisto?
ker tudi en tak bombonček je nos, da se junak obišče mesto Derry in tam sreča Beverly in Richard, ki plešeta. Ena zelo kratka scena, zelo prikupna in dejansko kljub temu, da je namenjeno bralcem tisto, najde je nek pomen not te epizode. Sanja? Ja, mislim, ti bombončki so vedno najbolj fajn, ker se v bistvu znajdeš v tem razširjenem Kingovem vesolju. Tudi v bistvu Castle Rock se na neki točki omenja v tej knjigi. Tako da jaz v bistvu nisem videla spet take velike razlike, čist tega vidika, da pač se opiše na neki točki. Eden od likov reče, da ta preteklost zelo smrdi, ampak okus mu pa dober. In sem bila v bistvu presenečena malo, ker sem gledala potem tudi serijo, pa sem videla razliko v tej malo bolj romantični predstavi 50-ih v primerjavi s tem, v kar se on sprehod, ki gre prvič čez to shrambo. In ni toliko spet daleč stran od Itovih 50-ih, čisto iz tega vidika, da je pač na momente turobna in pač polna teh milov, in jaz sem v angleščini brala. Tako da če, kako bi temu sploh rekli, neke take tovarne, pač, ja, zelo tako industrijsko 50-ta. To, kar si mogoče ne predstavljamo spet toliko v teh barvah in pač tako naprej. Tako da ja. Ker se pa dejansko znajdemo v Derryju, je pa Derry prilično Derry, sem pač tako post-masakr. Ja, tako, post-klovno. Ja, mislim, absolutno, tako kot je rekla Sanja. Mislim, ta njegov njegovo vesolje, ki se prepleta praktično vsa njegova dela, sploh dela, ki se dogajajo v Mainu, da ne govorimo o Temnem stolpu. In vse te stvari, vsi ti karakteri, liki prihajajo gor in dol in so povezani, in pač ljudje, ki poznajo Kingova dela, so prav pozorni na te bombončke. In tudi tukaj ne samo te dva plešoča, Beverly, ki sta plesala tam, tudi ta barman, tisto bando bars, ali kaj že iz tisto. In celo omen pa tega Georgija, v tisto, ki mu s tisti legendarni sceni v kanalizaciji. To omen recimo ta barman, te stvari. In to ti male stvari. Pa tudi mu reče, da naj se izogiba pogovorom z otroci. Tako. Ki se pogovarja z otroci, bo ne dobro sprejet. Ja, no, ampak to sem še hotel reči, ker je on zelo domač točno v tem. Se pravi, Maine pozna po dolgem in počez. Se tudi Lisbon Falls, mislim, da je on v šolo hodil tam in pač on je tam učitelj in tako naprej. In te njegove vloge učiteljstva, to on je v tem doma. In je super, da je se pojavila v tej vlogi, ker potem skozi to načitanost zna potem na tak zelo dober način prikazati. Ampak ta 50-ta, ko se pojavi in ko pride prvič, ko pride v tisto, kaj že tisto, ko pride tja, ko naroči Ingverjevo pivo, in ko govori samo o tistem Ingverjevem pivu, kakšen že ta razkorak med modernim, sodobnim svetom, a med tistim svetom, kako je bilo včasih veliko bolj vse okusno, in ko on govori o tem Ingverjevem pivu, prav čutiš, da kako je imelo včasih vse bolj barvo in okus. In to je tisto, to je neverjetno, ampak samo s tako malim zadevom, ki je v Ingverjevo pivo pil, čutiš, kako je neverjetno, kako je bil presunjen, ko je prišel v nek svet, ki ga že dolgo ni več med nami. To je ta zelo dobra zadeva. Ja, King tukaj izpostavi, oziroma prek svojega protagonista, eno stvar, ki je dejansko isto sem prebral v biografiji Davida Lyncha. In sicer, da v tistih časih, to je pač konec 50-ih, ko sta tako King kot David Lynch odraščala, bil svet veliko bolj raznolik od mesta do mesta, ker še niso vsi imeli televizije, ker še ni bilo popularne kulture, tako rečem, oziroma uniformne popularne kulture. In to se mi zdelo tudi, da odlično izrazi tukaj, ampak ko si omenil to boljši okusi, pa vse to se vam ne zdi morda, da gre tukaj tudi za neko nostalgijo po tem času, da se on spomni in da jo torej Jake doživlja boljše, kot bi jo v resnici. Se mi zdi, da je to tudi poanta knjige.
Ne, če se pač vrnemo to, da pač, ker je čas ena taka zelo, zelo, zelo velika tema te knjige. Ne. In se ukvarja ravno s tem, mislim, nam da vedeti kot bralcu, da sploh na začetku, ne, kako je neverjetno, kako je vse pocen, kako je vse dobro, kako ima vse, mislim, popolnoma drugače. Pa potem vidimo, ne, ko gremo skozi zgodbo, da pač ni tako. In ravno to je ta zadeva. Ne, in potem, ko se ukvarja s tem, če bomo spremenili ene dogodke v preteklosti, kaj se bo zgodilo, kako bo to vplivalo na prihodnost. Ne. Ali bomo imeli zaradi tega boljšo prihodnost ali ne in tako naprej. Ne. In te stvari, ampak seveda, King je vse stvari, ko piše o otroštvu, ko piše o vseh teh delih, ima vedno neko nostalgično noto. Vedno neko nostalgično noto in se mi zdi, da je to ravno neka odlična prvina Kinga, ki nekako, kot on vedno govori, pač prime bralca, constant reader, se pravi, zvestega bralca, prime za roko in ga popelje v to svoje otroštvo in principu tudi naše otroštvo, čeprav nismo takrat živeli. Nekako ta spoj med bralcem zna tako dobro narediti, da čeprav nisi iz tega okolja, je pač to super. In pač na nek način, čeprav nostalgija, nekateri vihajo nos nad nostalgijo, se mi zdi, da je to vrstna nostalgija, se mi zdi še zmeraj v redu, če imaš neko distanco do nje. Ja, zato ker ni nasilna. Pač to ni nasilna nostalgija, ampak je taka, ki te pač sabo vzame na sprehod. Tako da to je v bistvu, mislim, da res glavna razlika pri vseh teh stvarih. Je pa tako, da ne vem, tudi če greš v Ameriko, ni čist. Ta neka Amerika v filmih, po knjigah se mi zdi, da vseeno je malo drugačno od dejanske Amerike. Tako da, ampak ta fiktivna Amerika pač res, ne vem, živi in diha. Sploh se mi zdi v njegovih knjigah, on je tak vseameriški pisec in bralec in pač tako, ne vem, tudi ko smo prej omenjali pač politiko moderno, kako nekoga spretno upelje v to neko preteklost, prihodnost in tako naprej, pač tako zelo je pač gibek kot pisec, tako bom rekla, zelo se zna gibati med svetovi in zelo efektivno nas potegne pač s tem sabo. Nostalgija je pa tako sam še en element tega. Ni tako, da bi jo pač potiskal dol v tvoje grlo. To sem zdaj tako čudovito prevedla iz angleščine. Ja. Torej, King uporabi pri tej mehaniki potovanja skozi čas nekatere na prvi pogled malo zlajnane elemente, kot recimo to, da Jake v preteklosti ali pred njim služi z športnimi stavami, kar je dobesedno vzeto iz Back to the Future. Vrnitev v prihodnost. Ja, dve. Ampak potem se eno uspe nekako to nadgraditi s temi mafijci, z nevarnostjo, ki to prinese. Ne? Kako so se vama ti elementi zdeli, ki si najprej tak, potem pa v redu, dobro, sloni zgodba na tem. Jaz, ko sem začela, ko je pač ta sekcija prišla prvič, sem tako dejansko tudi, to je pa tako vrnitev v prihodnost, v redu. In sem malo skeptična, tudi jaz. Ampak moram reči, da pač res me je zanimalo, kje bo prišla tudi ta neka dodatna nevarnost, ker pač ta neka nevarnost je vedno prisotna v njegovih delih. In ker smo šli pač v ta 50-ta bolj z nostalgijo in nekako je kar pospravil s temi, pač ni bil toliko nevarnosti, da odkrijajo, da je iz prihodnosti, me je pač zanimalo bolj, pač, od kje. In to je bil pač tak pameten element v resnici, da gremo se pač mafija v 50-ih pa tako pač. In tudi v resnici pač, če gledaš, kako boš pa služil denar, mislim, pa lahko najde druge načine, ampak službo si najde. To je tako zelo nice. Ampak ja, dejansko. Meni se ta element zdel, dejansko sem tudi pomislil na prvo stvar, na to s temi stavami, ampak se mi zdi, to je najmanj dodelan element v knjigi. Kot da je pač samo nek element zraven, zaradi tega, da vemo, kako bo pač on denar dobil. Kar sem se jaz vprašal pri teh zadevah je to, zakaj, mislim, ker ne vem tega, ker tega tudi ni razloženo v knjigi, oziroma ne vem, nisem šel tudi raziskovati, če je bil to edini način pobiranja stav, da si šel k mafijcem. Ali so obstali tudi uradni
Niso. V bistvu v določenih zveznih državah je legalno bilo in on ni bil v teh zveznih državah. Okay, to se mi je zdelo. Pravi New Jersey ali pa Nevada. No, ampak to se mi je zdelo pač tako samo en tak element zraven, ki je bil samo, jaz sem si vesel, da se ni spustil v to, da ga bo zdaj mafici pa levo pa desno, ker se mi zdi, da to ni bil fokus. Se spravi, da je tudi verjetno zaradi tega on ni posvečal temu toliko pozornosti, pač v redu. Stavil bo, malo sicer je bilo elementov tukaj tega kriminalnega, oziroma tega, da se je mogel skrivati, ampak se mi zdi, da nisem pogrešal, da bi mogel še bolj razdelati, čeprav je bil najmanj dodelan, ampak se mi je razumljivo. Že tako je bil roman dolg. Ne? Se mi zdi, da fokus je definitivno tako, ko je bil v pravilno smer zgodovine. Kaj pa menite v drugih mehanikah potovanja skozi čas? Recimo, to pa je nekaj, kar on tukaj dosti izvirno uvede, dejstvo, da se zgodovina noče spremeniti. Torej, ko on v preteklosti vpliva na nek dogodek, ki bi imel za prihodnost oziroma njegovo sedanjost ključne posledice, se mu pojavijo prepreke ob poti, ne? Kar mu že dosti na začetku razloži, to se ti bo zgodilo, guma se ti bo predrla, zbolel boš, karkoli takega. Kako se vam zdi ta koncept? Jaz sem v bistvu že čisto na začetku, ko pač prvič pride čez, se mi zdel ful dobro narejen ta nek moment, ko pride čez ta tunel ven in se tako in ne vidi več, od kje je prišel. In potem sliši oddaleč pač ta glas, da naj potipa za stopnicami. In potem pač, mislim, tako ful se mi je zdel na eni strani res simpel, na drugi strani pa efektivno narejeno. Pa tudi mogoče tako, po eni strani tudi bi jaz rekla, da se mi je zdel ta koncept mogoče malo nedodelan z določenih vidikov, skoraj bil tako preveč simpel. Pač to potovanje v času, ki se pač briše, pač ki se vedno briše. Ne čist. Ne čist, ampak pač tako navidezno se briše. In pač do nekje konca, ki ga ne bomo spoilali. Ne. Tako. Ampak pač še vedno bo moje bi se dalo tudi tam kaj več narediti, ampak po drugi strani je pa mogoče glih zato, ker je to simpel, tudi efektivno. No. Jaz tudi mislim, da tu lahko potem večji fokus na tem, da je to zgodovinski roman, ker pač čist zamahne za nekoga, ki ni zdaj prišel sem do te knjige prav zato, da bi razglabljal o mehaniki potovanja skozi čas in vesolju in karkoli podobnemu, je to, to se zgodi, zdaj pa se usredotočimo na to, kako so 50 izgledale. Tako. Jaz se s tem popolnoma strinjam. Absolutno ni to fokus knjige. Kako in zakaj je pač to samo spomnil se je nekaj, kar dokaj učinkovit način, zdaj pa kako, pa če zdaj to nekako, če se ujema in tako naprej, ker recimo mene to zmotil, ko gre skozi ta tunel in potem je vse, kar se dogaja, tudi če si 2-3 leta priješ nazaj, samo 2 minute te ni bilo. Ne? Ampak potem, ko je on že bil na začetku, še ko je bil ta iz te okrepčevalnice, ko je šel prvič, ko je bil že na drugi strani Jake, sta se ne vem koliko časa sta se pogovarjala. In nekako, ne vem koliko časa sem razmišljal o tej mehaniki, ker so se po mojih, če bi pač temu dialogu, sta se več kot 2 minuti pogovarjala. Se pravi, njemu je tudi, alo je več kot 2 minute minilo. Ne? In to, s tem sem se ukvarjal. Ampak sem rekel, nisem v redu, to sem jaz overthinkal, oziroma preveč razmišljam o tem. Ne? In sem potem to opustil, ker se mi zdi popolnoma nepomembno, ne za samo zadevo. Veliko bolj se mi zdi pomembno to, ker se mi pa res zdi zelo, zelo, zelo odlična tema, ne samo poleg zgodovinska, je pa ravno ta čas in spremembe in tako on temu reče ta učinek metulja. Kaj naredimo, ko samo enemu če spremenimo v preteklosti življenje ali pa karkoli, nekomu samo malo spremenimo pot, kako se potem to kot valovi lahko razširi na vse druge in kako se to spremenimo. Večje spremembe, kar naredimo v preteklosti, večje so potem tudi pozneje, kar se vidi. Ne bomo seveda spet razkrili, ker se mi zdi zelo, zelo, meni se zdi konc odličen, ki je mimo grede ga je njegov sin ga je spremenil. On je imel nekak drug konc, potem je pa s sinom se pogovarjali, mu je povedal, da je nekako bolj učinkovit in mu je rekel, ne, super, sem mu zahvalil sinu, da se sin je super pisatelj. Sem prebral, kaj bi se naj v Kingovem koncu zgodilo, pa zdaj v bistvu bi lahko rekli tudi, da je sprememba kozmetična, ampak
Ja. Je pa ful bolj Ja, učinkovito. no, se. Tako. Tako čustveno gledano se mi je zdelo. Torej, ja, Kingovi protagonisti so po poklicu Učitelji, Profesori. Mislim, ne, pisatelji. Pisatelji, ja. Pisatelji. in tukaj imamo Jacka, ki je oboje. oboje, tako, Oboje, ja. oboje. Super je to. Ja. Ali se vam zdi, da potem, po toliko romanih učiteljev in pisateljev, King uspe v tem liku najti še nekaj novega? Ker meni se je zdelo, da kar se poučevanja tiče, da pa tukaj tale Jackov odnos do tega, kako rad poučuje angleščino in kako pristopa k temu in v Lisbon Falls in na Floridi in potem v Dallasu, da se mi je zdelo pa res nekaj neverjetno pristnega. No. In kljub temu, da sem že prebral več Kingovih profesorjev prej. Ja, mislim, moram reči, da pri njemu se res bolj začuti, da je to poklic, poklican je bil, da to dela. Tudi, ker se v bistvu ne spravi tega početi takoj, drugi ljudje zaznajo njegov ta res talent za to, da se približa mladim, ampak ne v kontekstu Derija, seveda. Tako da in ga v bistvu mal potisnejo v to smer, da se pač tega res ne loti ponovno. Pa tako je, da mislim, res ta bolj učiteljska duša, kot pisateljska duša v tej knjigi, tako bom rekla, je res pride do izraza. Sploh v teh časih se mi zdi, da je ta poklic toliko izgubil na vrednosti in je mogoče fino, da se tudi, ne vem, ljudi malo spomne na to, kaj je v resnici ključno in zakaj je ta poklic res sam toliko pomemben. Tako da definitivno je to ena od stvari, ki se mi zdi, da dajo dodatno težo tej knjigi. No. Pač saj zame osebno. Jaz se izogibam učenju, ampak... Vse to je vedno, ko bereš, ki rečeš, ojoj, spet je pisatelj, ojoj, spet je, ne. Ampak vedno saj malo zapelje v neko smer, da še neko dodatno in res, kot si pač rekel, to navdušenje nad tem je zelo, mislim, prav čuti se, tako kot nostalgično pri njemu se čuti in vse to sem spravil ven, vse to svoje osebno znanje, ki je v branju in vse te stvari ven spravil skozi to, se mi zdi, in je to super, recimo, zelo, zelo dobro prikazano. No. Tako da meni je to super, mislim. Super je to, da je vsakič tako, mislim, v veliko njegovih romanih je tako, ne. Tako da, ja, nekaj drugega sem še hotel povedati, da sem pa zgubil rečen nit. Ampak to je, to v povezavi recimo s serijo, ne. V seriji recimo še malo bolj to razdela, ne, ker mislim, mogoče v knjigi ni to ravno, mogoče v Jodiju, ko je, ne, ko govori, ampak v seriji še prikaže še kako je pisatelj, kot se ti omenila, ne, v teh modernih časih, ko so vsi na telefonih, kako zna on zanimirati, kako je znal zanimirati na drugačen način dijake oziroma študente, ne. No, ampak če se malo posvetimo seriji, ki si jo mislim trenutno lahko na Amazon Prime Video gledate, včasih je bila na Foxu, če se ne motim. Mene pa ravno to najbolj zmotilo. Začetna scena serije je z tistim, ki je napisal zgodbo. Je napisal zgodbo in ta zgodba je super in potem, tako kot se začne prva scena v seriji, jo on bere in misliš, da pač da si on predstavlja v glavi, kako ta hišnik bere, potem pa vidiš, da je postavil ta, ki bi naj bil dober učitelj, postavil tega človeka, ki je komaj da pismen, pred razred, da prebere zgodbo o tem, kako je preživel najbolj traumatično izkušnjo v svojem življenju in da ga sili, da bere to pred razredom in potem še komentira, kako je to dobro, ker je doživeto, ker se mu je res zgodilo in je prav tako, o moj bog, to tak travme področješ človeku, ti si najslabši učitelj sploh in to, da ga igra James Franco tukaj, ki pač ni koristilo. Ne, ni koristilo. No, absolutno. Jaz sem mislil, potem je scena naprej, kasneje, sedmi epizod. Ja, ko se pač z učenci prav, ko se pogovarjam, ampak to seveda začetna scena je v knjigi, je seveda to mislim, ko sam seveda bere. Ne? Tako, no, ampak govorimo pač James Franco in to je popolnoma zgrešena vloga. Mislim, to je absolutno se ne bi. Mislim, vse druge bi se predstavljalo prej kot njega. Prav spremeni lik, ker je
Jake v knjigi ful bolj tankočuten, ful bolj premišljen, tam pa kar... Popolnoma ni verjeten kot lik. Ja, Pač ni casting je verjeten. zgrešen totalno. pa vse napake naredi takoj, ne? Ni samo casting, tudi v bistvu to, kaj dela, ne? Ker on takoj, ko pride, prvo tole z kockanjem, on gre najprej in nemogočo stvar gre staviti. Pravzaprav reče, denarja mi zmanjkuje, kje bi lahko stavil, kar je tako, kdo bo to rekel. Ja, v resnici. Ja, absolutno. Ne. Pa se tudi tako, ker ena tema še, kot pač ta ljubezenska, seveda, kaj noter, ne, tudi v seriji se mi zdi zelo, mislim, ne vem, vse je neprepričljivo, se meni zdi, ne. V knjigi deluje. Je to čisto drugače. Deluje, ne, ampak tako da, ampak pustimo zdaj serijo. Ne. Ja, no, je pa en ne najbolj subtilen, ampak vseeno lušen bombonček not, in sicer mož od te ženske, s katero se zaljubi, vozi Kristin. Dejanski avto Kristin iz romana Kristin. Mislim, da je dejansko uspel dobiti še enega zadnjih teh modelov za serijo. No, mislim, sej v seriji recimo super za gledati, recimo, ker so noter te, kot so bombončki, pa te zgodovinske zadeve, kot je Lee Harvey Oswald s puško, ko ga žena slika in tako naprej, in je prav potem greš lahko gledati, ker dejansko so rekreirali popolnoma enake zadeve, ne. To je super, pa tudi sej, recimo, Lee Harvey Oswald je v redu, ne, pa ta, kaj že, ta, kaj ima nemški prink, Morenskild, ali kaj že, Shield, no, recimo, ne, to so vse ti stranski liki, so super, ne. Tako da, pak ja. Torej, King je znan, če še malo na širše gremo po grozljivih zgodbah, kar si že omenila, tisto, Carrie, Hujšaj, ampak lotil se je pa številnih žanrov, ne? Tole je zdaj znanstvena fantastika in tudi ni edini. Kateri tele izven hororja, izleti njegovi pa so vama najbolj všeč? Meni je ena v bistvu od njegovih najljubših knjig, je v bistvu magični realizem, je Zelena milja. To je v bistvu knjiga, v kateri sem se precej vračala, ker se mi zdi, da tudi ta cela tenkočutnost in razdelava likov in pač raziskovanje, tudi neke empatije pa teh stvari res pride do izraza. Pa imamo, ne vem, pač Rita Hayworth, pa Shawshank Redemption, recimo, ki je tudi v bistvu čist skoraj bolj, ne vem, thriller, kakorkoli drugega. Plus potem pač dark fantasy. V tem se najdemo vedno znova, čeprav nas tudi vedno znova zna malo poškodovati. Pač Dark Tower je ful zakomplicirana serija, res v resnici ta Temni stolp ima tako res enih vrhuncev, pa tudi ful enih low points. Tako da, pač v resnici pri njemu je tako, da je zelo raznolik pisatelj. No. Mislim, poleg tega, da je napisal abnormalno število pač del za eno osebo, sploh na tem nivoju, ker pač jaz ne vem, če obstaja kakšen drug pisatelj, ki bi imel tako število del, od katerih bi bil tak odstotek res sam toliko kvaliteten. Ampak pač tako, jaz bom tako rekla, jaz se ustavim pri Zeleni milji, pa stojim na tem, tako da kot najljubša. Najljubši. To je tako vprašanje, ko je vedno, sem človek, ko se zelo rad pogovarjam o Kingu, pa veliko krat nimam sogovornikov. Ravno zaradi tega, ker velika večina ljudi pozna Kinga po eni ali dveh knjigah, ki so še tako površno prebrali, ko nam je to večinoma grozljivka. In potem sklepa, da King piše same take stvari, pa še to so potem knjige, ki so mogoče med slabšimi njegovimi. Ne. Kar se mene tiče, seveda je kakovost Kinga ravno v izletih oziroma literarnih podvigih, ki niso grozljivke in seveda so drame oziroma so te družinske grozljivke, ki nimajo zveze seveda s pošastmi, imajo pa seveda s pošastmi, ki so človeške narave. Kar pomeni, recimo, odlična knjiga, kar za moje pomeni Dolores Claiborne, in ta družinsko nasilje in vse te povezave pa zlorabe in tako naprej, ki je napisal dvojčko z Geraldova igra oziroma Gerald's Game, ki se nekako dotikata s tistim sončnim mrkom in tako naprej, no, ampak nima veze. Pa seveda tudi Zelena milja, pa Misery, ampak to so vse take zadeve, ki
ki so meni dale zadeve, sem nekako vpogled v to človeško naravo, ki so večje od vseh teh pošasti, ki jih drugače beremo mi. Konec koncev, vse Kingove knjige, tudi če je tisto, ali pa kar vse te pošasti niso pošasti, vedno imamo neko prispodobo za nekaj. Ne? Tudi recimo Tommy Knockers, recimo, ko so vesoljci, pa niso to vesoljci, če beremo kot prispodobo, je to samo prispodoba za droge, ki se vemo, kaj je takrat počel in zlorabljal droge in tako naprej. In je to nekako prispodobo hotel povedati, da z drogami nekako z mamili doživimo nekaj, se pravi neko, namesto nas delajo nekaj, ne, ali pišejo, ali dobimo nekaj ideje in tako naprej, ne, kar je tudi on, ne, recimo, kako je rekel, da se kuđa, se sploh ne spomne, kaj je napisan tako naprej, ne. Take stvari in to je znal zelo dobro priliti na papir. Ne. Vse stalo pa, mislim, od njegov opus je toliko velik, da seveda ima knjige, ki so bolj na hitro napisane, ali pa mogoče se ne dotaknejo, tako so mogoče bolj površinske, pa so potem bolj globinske. Omenjeni Temni stolp, seveda, je pa sploh neka taka zadeva, ki je, moraš biti res že poznavalec, pa je pač, kar se mene tiče, nekaj najboljšega, kar je napisanega. Ravno zaradi tega, ker je tako veliko vesolje, toliko nekaj simbolike noter, ne? Pa recimo jaz nisem oboževalec sploh fantazije, ne? Ampak to je nekako mešani žanr, ki ima noter vse, še sebe je noter v to knjigo, ne? V zadnjih, mislim, da par delih te serije. Ne? Tako da mislim, o tem bi lahko govorili ure in ure, ne? O teh Kingovih knjigah, ampak kot sem rekel, mislim, drame njegove, ne. Pa seveda absolutno, če bi pa jaz bral priljubljeno svojo knjigo, je pa seveda Different Seasons oziroma Pomlad, poletje, jesen in zima, ne, 4-letni časi. Absolutno, mislim, in filmi, in zgodbe, to je pa nekaj nostalgičnega. Nostalgično lepega. Katera je pa najbolj prestrašila? Povzročila neke travme. Jaz sem se v bistvu Kinga lotila že v srednji šoli brati. In to je bila mogoče malo napaka, ker sem začela s Pet Sematary. Tako da, in pa sem v bistvu rabila 3 leta, da sem sploh prebrala do konca. Ker sem se pač vedno samo ustavila in pač, ne vem, spala 3 tedne pri prižganju luči in pa smo šli naprej. Tako da pač ta, pa potem It. Pač It sem pa najprej celo serijo gledala. Ki je pač tako naredila celo tako serijo travm, mislim, da za eno generacijo. In potem na neki točki sem rekla, ok, gremo, zdaj pa knjigo, ne. In pol pač nove travme. Ampak take, z veseljem sprijete, bi človek rekel tako malo mazohistično. Ampak ne, ful je, pač res sam ta foray, ki začneš v bistvu to raziskovati in odpirati in potem se z leti v bistvu se on razvija, se spreminja. Čeprav se moram pa pač res strinjati, da pred 2000 večina del je pač na čist drugem nivoju, ki potem stvari. Dejansko pač ta knjiga, o kateri se danes pogovarjamo, je meni ena res svetla izjema, no. Poznejših del. Se strinjam. Meni je tudi Mačje pokopališče. Ni bila prva, ki sem jo prebral, mislim, sem Kristin najprej prebral, ki mi je všeč rock'n'roll, pomalo je strašljivo, potem pa Mačje pokopališče, pa je tako, o moj bog, zakaj? Pa tam tako ima vmes te take krute momente, ki je tako, pa ne, to se ni vse res zgodilo, tako vse je srečno, ne, ni bilo. Sploh s koncem, ne? Konc je brutalen. Če že knjiga, pač karkoli si že misliš o knjigi celi, ampak konc je pa en izmed najbolj takih grozljivih. Drugače meni, jaz sem, recimo, mene selem zelo od teh grozljivk, ta vampirščina se mi je, ker sem jo tudi prebral v srednji šoli in me je zelo pretresla, mislim, tako nekako, na ta način. Ne vem, znala je opisati to grozo, ko je, ne vem, te hiše, ki je bil in pol, ki je bilo, se ne bom govoril, ker še zdaj kar se mi naješ koža, tako napetost je in pol, tisto učink filma, ko skočiš, samo tam, da ni tega učinka, ne kako ne to razložim. Drugače pa groza, kot sem že rekel, jaz doživljam drugače na nek način, na drug način, recimo tudi Needful Things knjiga. Mi je bila grozna, ampak čisto na neki drugi ravni, to, kaj naredi
človeška psiha in te govorice in vse te stvari, ki spet lahko nekako danes, ne? Pa kaj lahko naredi človek za nekoga, ki samo sproducira neke govorice in kako se potem ta govorica kot snežna kepa odvija naprej in potem kako se ljudje en proti drugemu obrnejo. To meni neverjetno in v tej knjigi je to tako dobro opisal, da mi še zdaj mi je... Ja, prav tale njegova sposobnost, da te prestraši, je pa potem v teh dramah zelo dobro nadgrajena na to, da te prepriča nekaj. Tukaj recimo v tej knjigi in ta izkušnja doživljanja zgodovine in ljubezenska zgodba in pač poučevanje in tudi ne nazadnje tole bolj preiskovanje Kennedyjevega umora oziroma priprav na umor. Vse dajo enako doživeti nek občutek, kot je tista groza. Samo da ti ne pustijo brazgotin. Ja. To pa ne. Čeprav tukaj so mogoče bolj neke druge brazgotine. Ne bomo govorili o njih. Ampak ja. Dobro. Hvala Sanja, hvala Damjan. To je bilo to knjigo 22.11.1963. Lahko najdete na knjižnih policah in se vidimo v naslednjem Kingu. Beletrina. Uživo.